tehnologija, če malce povzamemo, zagotovo ne bo enaka, kar je itak logično in potem dajmo vsej, da ko bomo odstranili vse tisto, kar je minljivo, da vrednote ostanejo tiste prave. In potem je tukaj že naslednja misel, ki je hkrati uvod v naslednja dva govornika oziroma sogovornika. How you do anything is how you do everything. Je ena misel, ki je pred leti izrekel en ameriški mislec Wayne Dyer in je tudi vodilo naslednjega voditelja pogovora. To misel torej živi naslednji gostitelj, še nekdo, ki zelo transparentno z drugimi deli svoje razmišljanja, uspehe in neuspehe, svoje izkušnje in na ta način pomaga podjetnikom pri navigaciji skozi morje podjetniških izzivov. Torej, pot mladega hustlerja v praksi. Jani Pravdič prihaja na oder, podjetnik in mentor ter član Dialog podcasta, ki ga zagotovo vsi tako ali tako poznate. In ko smo Janja vprašali, katerega gosta bi si zaželel imeti ob sebi na današnji konferenci, je izstrelil, da to bi moral biti Jure Sotošek. Pravi, da je to nekdo, s katerim bi se lahko pogovarjal ure in ure. Jure je trenutno zaposlen na Microsoftu, je ustanovitelj podjetja Vroomer Sound, kjer je razvil sistem, ki simulira zvok motorja skozi avtomobilske zvočnike. Jure je pa tudi diplomiral iz računalništva na King's College v Londonu. Prisrčno vabljena oba dva, da zasedeta svoji mesti in na še en dober pogovor. Žujo, ta mlad hustler nisem jaz, ampak je Jure. In ja, napisal mi je Klemen, če bi se pogovarjal s katerim mladim, in sem rekel z veseljem in ti si bil moj favorit, tako da hvala, ker si se odzval. Ampak moram vsem štartati s tem, da Jure je zelo uspešen, tudi mene inspiriraš, ampak za njegovo teto nima veze, kaj vse je on naredil, za njegovo teto je danes največji uspeh, tako da bi rad pozdravil Juretovo teto, ki bo to verjetno gledala. Sigurno, 100%. Jaz ne vem, zakaj sem tle na odru, zato ker Jure ima tako zanimivo zgodbo, da ne rabi mene, tako da tiska ima čez luči lahko počasi izklopi reflektor name in da samo na Jureta. Jure bo začel govoriti, kaj on počne in kako je prišel sem in pol bom jaz, pa vi mu lahko postavili kakšna vprašanja. A smo za? Tako da, Jure, jaz sva se spoznala 2 leta nazaj mogoče in si me navdušil, sem rekel, ta model je hud in od takrat sem malo spremljal, kaj počneš, pa poskrbel, da sva bila koliko se dala v stiku. Ampak ti si šele zdaj se prišel nazaj v Ljubljano, ne? Ja, 2 tedna nazaj, glih. Super, welcome back. In v bistvu naslov je Pot mladega hustlerja v praksi. Danes v bistvu bi mene pa nas zanimalo malo slišati, kaj si počel, pa ne iti, ko sem bil star 5 let, ampak lahko mogoče pa 18 začneš, da ne bo predolga. Pa kaj zdaj počneš? No, če štartava, ko sem jaz poznala, si ti bil na Microsoftu, kjer nisi več, tako da moramo pa update tvoj title. In takrat si mi že govoril, ja, v bistvu je moj side hustle biti na Microsoftu, moj glavni fokus je na svojih projektih. Pa da mi malo več o tem povem. Ja, hvala za povabilo prvo, pa za lepe besede. Če začnem pri 18 letih, glih sem zaključeval gimnazijo in valjda pa sem razmišljal, kaj zdaj, a ne, ker se mi zdi po gimnaziji se nekako real life začne. In takrat sem imel ambicijo, da grem študirati v tujino. Zdaj se mi je, da pač ja. In takrat sem tako sem se odločil, da grem pač študirati v London. Sprejet sem bil na King's College London, tam sem študiral računalništvo. In zraven sem pa ves čas razmišljal, da v bistvu jaz si želim delati nekaj svojega, nekaj na furo podjetništva, ne. Ampak ker enostavno nisem imel nobene take zelo opremljivega projekta ali pa nekaj, ki bi imel nek zagon, sem se vseeno odločil študirati in sem zelo vesel, da sem vseeno odločil se iti tja. In jaz sem pač študiral 3 leta, spet računalništvo, zraven sem programiral in se trudil na vsak način, da bi jaz pač začel nekaj svojega. Od nekih spletnih projektov, aplikacij, e-commerce, da bi prodajal neke produkte. In
če sem čisto iskren, sem se v tem času študija nisem imel nobenega tazga, mislim, neke male uspehe, a ne, da zdaj lahko rečem, pač ta aplikacija je imela par tisoč uporabnikov in tako naprej, ne pa zdaj nekaj res konkretnega. In zato sem se takrat tudi odločil pač naprej si najti službo in tako sem pristal na Microsoftu kot programer, ampak zraven pa še vedno je bil ta želja po nekaj več. In midva sva se glih spoznala takrat, ko sem jaz Vrumr že naredil. Se lahko malo o tem poveš, kaj je to? Torej Vrumr je naprava, ki jo ustaviš v svoj avto. A mogoče kdo pozna to s dvigom nog, da vidimo? Aha, cool, ok, kar nekaj folka. Ja. Cool. Torej Vrumr je naprava, ki jo ustaviš v svoj avto in ti omogoča, da simuliraš zvok športnega avta skozi zvočnike tvojega avta. Tudi če nimaš športnega avta. Ja. Torej rečemo, da imaš ti neko Toyoto, ustaviš to napravo noter, na aplikaciji si izbereš, ok, hočem, da se sliši kot Ferrari in kad ti daš po gasu, se sliši skozi zvočnike Ferrari. To je taka zelo bolje za hec, kot za res, ampak jaz sem nekako verjel v to idejo, ker se mi je zdela zanimiva, kontroverzna, vsakmu, ko sem povedal, je imel nek tak močen odziv, ali se mi je zdel ful cool, ali se mi je zdel ful slabo, ampak jaz sem vedel, da tukaj nekaj je. In takrat, ko sva se midva spoznala, sem jaz že 6 mesecev sem se ful trudil prodati, da bi pač to zalaufal, ampak enostavno nisem na noben način našel nekega kanala, tako da, ko sva se midva to, takrat, ko sem jaz tebe še spoznal, je bilo še bolj tako sanje, kakor resničnost. Ja. Ena stvar, ki je bila meni takoj ful všeč pa tebi, pa bi dati izpostavil, zato ker jaz mislim, da si ti vrhunska inspiracija v tej sobi za vse tiste, ki jih saj malo zanima podjetništvo, nekaj, kjer si ti bil izjemen, pa si mi zdaj res dober, je to, da si malo govoril pa veliko naredil, v smislu, da si bil pripravljen tvegati neuspeh, ampak samo važno ti je bilo čim več stvari dati ven in sprobati. In tudi, ko si mi ti kazal, stvari so bile, mislim, od tvoje prve spletne strani pač katastrofa. Mislim, res ni bilo dobro. Ampak si dal stvari ven in vsaka naslednja verzija tega je bila boljša. Jaz vidim preveč ljudi, ki že leta samo govorijo o nečem, pa še vedno niso dali ven, pa dobili feedbacka od marketa. Jaz mislim, da ti si lahko toliko več naučil od vseh, zato ker si v ponedeljek dobil idejo, v petek si dal ven, v soboto si imel že feedback. Ja. To je sigurno eden od velikih aspektov uspeha v podjetništvu, je, da si pripravljen ful hiter, ful velik narediti, ker enostavno več, ko boš naredil, hitreje boš prišel do uspeha, več se boš naučil. In se strinjam, da ful velik ljudi misli, da more planirati in čakati na tisto perfekt priložnost in pa, ko bodo začutili, pa bo pa kar šlo. Ampak res ne bo tako, pač ti enostavno, če imaš neko idejo, da malo nekaj verjameš, se moraš noter vršiti in na polno sprobati, na polno se potruditi in tudi, če ne čisto verjameš, ti moraš to vzeti, kakor da res verjameš, ker da ti nekaj uspe, gre ful veliko enega truda, ful veliko enih mentalnih borb, skozi kire greš in ti se moraš res predati, na polno iti noter in se ne preveč bati neuspeha. Ne se bati neuspeha in v smislu pred sabo in pred drugimi. Se mi zdi, da tudi mene je včasih ful stavljalo to, da zdaj bom jaz pač predstavil nek projekt, v katerega ful verjamem in na koncu ne bo uspel in vsi si bojo mislili kao, kjer loser pač. Ja, valjda, saj smo vsi vedeli od začetka, da ne bo uspel. In velikrat tako je, dokler ti prva stvar ne uspe. Pa si kar naenkrat genij kao, pa saj smo vsi vedeli, da. A nam daš par primerov, kaj vse si launchil od teh prvih projektov? Ja. Če se kje spomniš? Ful jih je, res veliko. Kaj so top 3? Kaj najprej na njih pomisliš? Enkrat sem naredil eno aplikacijo, s katero torej ideja je bila, da ti vržeš telefon in telefon s svojimi notranjimi podatki, pač gyroskop in tako naprej, ugotovi, koliko visok si ti vrgel telefon. In pa imaš nek leaderboard in probaš tekmovati s svojimi prijatelji, kdo pač višji vrže telefon.
To je en tak primer, ki je bil mali uspeh, pač res sem imel par tisoč uporabnikov, ampak nisem imel nobenega dobrega načina, kako to ali na nek način monetizirati, da bi iz tega kaj zaslužil, pač, da bi lahko bila to moja služba, ali pa da je bilo nekaj več. To je bil nek tak mali projekt, ki je prišel pa šel. Pol v eni točki sem začel delati v gimnaziji, sva z enim prijateljem naredila sistem za QR kode, da ti uporabljaš QR kodo kot karto za vstop na nek event. Tako da sva postavila cel sistem, da je najna gimnazija pa uporabljala te QR kode za nek interni event, ki smo imeli. Spet mali uspeh, bilo je uporabno, naučila sva se veliko, ampak nisva uspela nekaj več zagnati. Hudo. Ja, jaz vidim tako dve kategoriji, pa jaz mislim, da večina nas je znajde v ta prvi. Obstajajo redke izjeme, ki naredijo eno stvar, en projekt in to je potem ta projekt, ki ga do konca lifea gradijo, ampak jaz mislim, da večina ljudi je bolj v najni kategoriji, ki je numbers game, ki pač moraš toliko in toliko stvari sprobati in zdaj, a ti to vzame 10 let ali 10 dni, manj časa, ki ti vzame, da sprobaš te stvari, je pa tudi to resno, da vsem pa ne smeš prehiter obupati. Kaj bi ti rekel nekomu, ki bi rekel, kdaj skočiš na naslednji projekt, pa kdaj ustrajaš pri tem, kjer si? Ja, jaz mislim, da je to bolj umetnost kot znanost. Zato, ker enostavno, naprimer v Rumor sem se 6 mesecev trudil in vsi so si že verjetno mislili, mislim, vključno z mano sem nekako že odpisal ta projekt, ampak ker v tistem trenutku nisem imel boljše ideje in se mi je zdelo, da se še vedno učim s tem, da se trudim in probavam nove stvari, sem ustrajal in na koncu je uspel. Zdaj, kakšen drug projekt, naprimer ta nov, ki ga imam, Parakit.ai, je bil kar day one, je kar šlo. In zelo hitro bi si lahko mislil, zelo hitro bi lahko neko narobno predstavo si ustvaril, kao moraš ustrajati ali pa ne. Več, ko imaš izkušenj, več, ko se trudiš, več, ko vidiš, bolj boš znal oceniti, a tukaj nekaj je ali ni, a se trudimo v prazno ali ne. Ampak jaz mislim, dokler nimaš neke te intuicije zgrajene, vse, kar lahko narediš, še se trudiš. In s tem, ko se trudiš, boš zgradil to intuicijo in ko boš imel tisti prvi uspeh, mislim, da prvi uspeh je najtežji dobiti, zato ker se ti ves čas sprašuješ, a je vse to za manj, a jaz vse res toliko narobe delam, da nič ne uspeva. In pa, ko imaš tisti prvi uspeh, dobiš neko samozavest, da ne, v bistvu vem, kaj delam. In če bi mogel dati na svet, ustrajaš, trudiš se, učiš se in si boš zgradil neko intuicijo, ki je smisel in ki ni ustrajati. Ja. Koliko je bilo najmanj časa od ideje do tega, da si probo prodati? Ja, to je bil, jaz bi rekel, Parakit.ai, ta moj zadnji projekt. Okay. Od ideje do tega, da sem pobral prvo naročilo, bi rekel, da je bilo 2 do 3 tedne. S tem, da sem jaz mogel zgraditi cel produkt, postaviti spletno stran, vse skupaj povezati in do tega, da sem jaz mogel pripeljati prvo stranko. Ne samo, da je bilo ready, da poberem naročilo. Nekoga sem mogel pripeljati, da je res pobral to naročilo. Tako da, ja, to, da si ti sposoben full hitter izvesti, stestirati in videti, kaj deluje, je neizmerna prednost. Ker se mi zdi, da se tudi to, če boš ti 2-krat hitreje naredil, ne boš 2-krat več dosegel, ampak lahko se zgodi, boš ti 4-krat več dosegel. Zato, ker ti se boš v prvi polovici nekaj naučil in v drugi polovici boš ti bolj efektiven, kot si bil v prvi. Tako da to se na nek način nabira, compounda. Hitreje, kad ti delaš več, hitreje. Tako da, če si ti sposoben 2-krat hitreje narediti, bi jaz rekel, da boš ti 4-krat več. Z tega vam pobral. Ja, res je. Jaz mislim, da na začetku imaš 2 prednosti pred ostalimi, ki si mlad. Eno je, da imaš ful več časa, drugo je pa hitrost, katero se premikaš. Manjši, ki si, hitreje se lahko premikaš. Hudo. A poveš malo več o tem novemu produktu, novemu biznisu, ki ga imaš? Ja, torej Parakit.ai je AI aplikacija, kjer se poveže v tvoj spletni klic in posluša pogovor in
in ti pomaga s tem, da ti odgovarja na vprašanja, ki se pokažejo v tem pogovoru s pomočjo ChatGPT-ja. Torej, v praksi to pomeni, naprimer, veliko ljudi uporablja to za intervju za službe, kar je malo kontroverzno, ampak torej, ti imaš intervju za službo, povežeš Parakit AI, on posluša intervju in ko ti tvoj intervjuer poda neko vprašanje, ti pritisneš gumb in v roku 1 do 2 sekund se to vprašanje skozi ChatGPT ti odgovori. Torej, ti pač v 1 sekundi dobiš odgovor na vprašanje, ki ti je bilo postavljeno. To je nekak trenuten obseg tega projekta, ampak se mi zdi, da v prihodnosti zdaj ful bolj ciljam na to, da bi ta isti koncept tudi na druge, da bi naprimer jih uporabljal za sales klice, za prodajo prek telefona. Torej, ti imaš neko stranko in probaš nekaj prodati in stranka te vpraša neko ful specifično vprašanje o produktu, na katero ti ne veš odgovora, ampak ti lahko v naš sistem daš vse podatke o produktu, praktično pač, kar si želiš, in ko te stranka vpraša vprašanje, na katerega ti ne veš odgovora, pritisneš gumb in se ti v roku 1 sekunde izpiše odgovor. Po drugi strani ti pa lahko pomaga tudi rečemo, da ima stranka nek kako bi temu rekel, objection, nek ugovor, ali je predrago, ali in si ti zataknen, ti lahko AI pomaga, lahko ga to vprašaš, lahko mu to predlagaš, nekaj na to foro. Tako da v to smer gre ta trenutni produkt. Hodom. Ti si verjetno zdaj, jaz bi rekel, prva generacija podjetnikov, ki ima tudi zmožnost, da in vsi vi, ki ste v sobi, davč priti tudi sam oziroma zelo malo ekipo. Koliko je vas zdaj v ekipi? Torej jaz, 3 smo v ekipi. Okay. Torej jaz razvijam produkt, nekako strateško razmišljam o prihodnosti podjetja, kaj bomo šli naprej, kaj bomo razvijali, kaj bomo promovirali, delam to spletno stran, take stvari. Pol delam z Urbanom, ki sedi tam le na koncu sobe. On dela vsebine, torej snema videe, od nekih, kako bi rekel, ko prideš na stran, je nek video, ki razloži, kaj je produkt, to je on posnel. Po drugi strani pa ful smo osredotočeni na marketing prek organic short form content, se temu reče, torej TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, tako da on ima čez snemanje teh kratkih vsebin in to je tudi sigurno velik del zgodbe tega uspeha, je ta short form content in da Urban ful dobro posname, da grejo videi viral in da se tako spravimo pred oči naših strank. Ja, kolikor sem od davč videl, ste skrekali en model, ki ga zdaj aplajaš na več projektov, pa me popravi, če se motim. Vi v bistvu zdaj izkoriščate to, da je možno prek TikToka pa YouTube Shortsov dobiti veliko video praktično zastonj. Ja. In na tak način vi predstavljate svoj produkt. Ja. Tako da imate, dajmo reči, skoraj zastonj marketing. Mislim, marketing je samo čas in trud, ko ga mi vložimo. Zdaj, mogoče da na hiter predstavim, se mi zdi nek tak v tej točki že malo old school način oglaševanja je prek Facebook oglasov ali pa TikTok oglasov, Google oglasov. Torej ti plačaš Facebooku, da se tvoj oglas pokaže na telefonih milijonov ljudi in fora je tukaj, da ti vedno probaš balansirati, koliko ti zapraviš na oglasih, zato koliko dobiš iz teh oglasov ven. Torej, če ti daš Facebooku 100 evrov za oglase, moraš ti si ven iz tega zgenerirati vsaj 100 evrov biznisa, da se ti to splača. In te oglasi postajajo ful dragi. In kdorkoli, ne vem, je delal kakšenkoli e-commerce projekt, ve, da gre v tej točki za veliki e-commerce podjetij večino denarja v Facebook oglase. In da prvi nakupi so večinoma minus za podjetje. Ja. In posledično je profitna marža ful nizka. Ne? Ti moraš prodati res gore in gore teh produktov, če daš pol svojega denarja prvo Facebooku za oglase. Kar pa mi delamo je pa, da v bistvu ciljamo na organski doseg. Torej, če ti objaviš video na TikTok,
In če je dosti dober, zanimiv, če ga ljudje lajkajo, komentirajo, šerajo, ga bo TikTok sam pošiljal. Pošiljal ljudem, ja. Mi objavimo video in ker je toliko zanimiv, toliko dober, čeprav je reklama, ga folk gleda, komentira, lajka, whatever, se ga TikTok pokaže milijonim ljudem. In namesto da moramo mi plačati zdaj 1000 evrov za to, da se to pokaže ljudem, plačamo 0 in posledično so profitne marže ful večje. Po drugi strani pa je ena prednost tega je tudi to, da lahko ti začneš, če imaš telefon, če imaš telefon, je to vse, kar rabiš, da začneš. S Facebook glasi je velikrat, da ti rabiš 1000 evrov, da sploh začneš. Tukaj pa ni pač. Če imaš ti telefon in če lahko posnameš dosti dober video, boš dosegel milijonov ljudi in lahko iz tega narediš nek biznis. In te časi verjetno ne bodo trajali večno, tako da to je zdaj tak special opportunity za novo generacijo podjetnikov, da izkoristijo ta free reach. Sigurno. Meni se zdi, da v neki meri ne bo vedno to, da če ti marketiraš na način, ki je ful dober, ful zanimiv, kontroverzen, bo do neke mere ta ideja, da ti lahko zastonj promoviraš produkt vedno delovala, ampak to specifično ti objavljaš na TikTok, Instagram, YouTube, bi pa jaz rekel, da je v tem trenutku nek največja marketinška priložnost, sploh za nekoga, ki začenja z nule. A mi pokažete z dvigom rok, koga bi zanimalo več se naučiti o tem, kako je viralno na TikToku ali pa YouTube šotcih? Ok, skoraj si. A lahko nam diva reklamo Urbano? A lahko ustaneš, prosim, pa pomahaš? Danes imate dosti pauz, da najdete tega fanta in ga vprašate, kaj je on pogruntil, da mu uspe iti tokrat viralno. Tako da, kar pogumno. Ker vajni videi, koliko davč so šli te vajni najbolj viralni videi? Zdaj, če bi gledal, naprimer leto 2024, smo uspeli zgenerirati okoli 200 milijonov organskih ogledov. Torej, vsi, ki laufate oglase, veste, koliko bi mogel za to plačati Facebooku. Mi smo to dobili za ston. In ne samo to, fora je, da še na YouTubeu, kad ti objaviš video in če dobi veliko gledov, ti dobiš denar od YouTubea za oglase, ki se laufajo na tvojih videih. Tako v bistvu YouTube promovira produkt, plus plačuje nam na koncu še za to, ker pač so videi tako dobri, a ne? Hudo. Če imate kakšna vprašanja, a to morajo verjetno roke dvigniti, lahko dvignete roke, pa kar uletite, jaz jih imam še 100, tako da lahko tudi sam jaz sprašujem. Če bi kdo kaj vprašal, da ne bom sam jaz, ok, bom sam jaz zaenkrat. Bo na koncu, ok. Cool, to meni, vi ste zdaj 3 in delate remote. Ja. Ampak, veš, kaj me ful zanima? Jaz nisem vedel, ampak ko si prej omenil, da si ti delal za eno firmo, ko sem jaz ful velik fan, mislim, ne toliko njihovega produkta, mislim, je super, ampak bolj sem fan njihove kulture. In sicer delal si nekaj časa za WOP. Ja. A poveš malo, kaj je to, pa malo to izkušnjo. Ker sem to izkušnjo, ker verjetno večina ljudi v tej sobi nikoli ne bo doživela iz prve roke, pa tudi verjetno ni za vse v tej sobi, ampak sem pa ziher, da se da kaj naučiti iz te izkušnje. Ja. WOP je v bistvu spletna platforma za grajenje nekih skupnosti ali pa za prodajanje digitalnih produktov. Torej, če imaš ti nek kurs ali pa če gradiš nek community, ti prek WOP-a si postaviš vse in spraviš folk na WOP in tam ti oni plačujejo neko mesečno naročnino ali kaj takega. In to je v bistvu nek startup iz New Yorka in meni, da so glih pred kratkim presegli 1 milijardo revenueja prek njihove platforme. 1 milijarda, mislim, da se to meni ljudje na njihovih platformah so zaslužili, da se skupaj 1 milijardo. Temu bi rekel GMV. Tako. Torej, to ni revenue podjetja, ampak revenue ljudi na njihovi platformi. In jaz sem pač za njih nekako, ne vem, kako sem točno prišel v stik z njimi, ampak jaz sem za njih začel delati
prek interneta, pač remotely, in pol nekaj časa sem bil tudi pri njih v pisarni v New Yorku. In bi rekel, da je glavna izkušnja, ki sem jo dobil, je bil ta pogled v nek ameriški hustle culture, ker je bil res, nisem si predstavljal, da je to možno. Pač nas je bilo tam 60 zaposlenih in ti si prišel v pisarno zjutraj ob 10 zjutraj in je bilo pričakovano od tebe, da ti ostaneš do 10 zvečer. Ampak to tako nepričakovano v smislu, da ti šef to reče, vsi ostanejo do 10 zvečer. In res, ko sem jaz prišel, sem si mislil, sem vedel, da se veliko dela, ampak ne vem, ob 6 vsi, ni še kančka, kako bi rekel, ideja, da bo kdo šel domov ob 8, še vedno ne in tam ob 10, folk začne hoditi domov. Ampak verjetno folku ni muka to, mislim. Jaz mislim, da to je način življenja. Ampak a je nek passion, a je tako folk, mislim, a je folk to toliko delo, kar je mogel delati, ali je to pač, ko so verjeli neko vizijo in so kupili zgodbo founderjev? Jaz mislim, da ne moreš toliko delati, če ne kupaš zgodbe founderjev, če ti ni to nek večji smisel. Ona dva sta ta dva founderja sta res uspela ful dobro prodati to zgodbo in celemu svetu in uslužbencem, in da ti, ko prideš tja, res verjameš, da to si zdaj na neki misiji in mi bomo zavzeli cel svet. In ja, ful je res mi je odprl, nisem si predstavljal, da je to možno. Pač nisem sploh vedel, da se da na tak način delati in da so oni uspeli obdržati to kulturo znotraj podjetja, kjer je pač 60 zaposlenih. Zdaj, to spet ni toliko veliko, ampak jaz mislim, da tam po 21 zaposlenih stvari lahko hitro začnejo razpadati. Tam je bilo pa 60 zaposlenih, vsi verjeli v isti vision, vsi se isto trudili. In ja, je bil res nek poseben experience. Kakšna je razlika? Ti si zdaj imel priložnost delati za Microsoft, ki predstavlja v bistvu neko veliko korpo pošast, pa potem čist na drugem spektru pa nek tak hot, mali startup. Kaj bi rekel so plusi pa minusi, če kot mlad človek greš delati za korpo ali pa za nek nov startup? Ja. Microsoft je ogromno podjetje, pač ne vem, koliko imajo zaposlenih, par 100,000. S tem, da imajo ne vem koliko, par 100 pisarn po svetu in Microsoft je toliko velika stvar, da je ful odvisno od tega, kje točno ti pristaneš. Ker ti na koncu pristaneš pač v ekipi nekih 8 ljudi in tvoj day to day, a ne, ko greš v službo, boš ti s temi 8 delu. In zdaj, v katerih 8 ljudi ti pristaneš, je ful bolj pomembno, kot kaj Microsoft nasplošno je. Ampak tako, če bi mogel neko generalizacijo povedati, je sigurno ogromno podjetje, ful enega red tape-a, vse se ful počas premika. Kaj je to? In ni preveč entuzijastično. Kako si ti ta red tape doživljal, če imaš kak praktičen primer? Ne, vsaka stvar, ki si jo ti izmisliš, ima nek svoj proces. Če ima ta proces smisel ali pa ga nima. Ti si pač, jaz sem rekel, kaj če bi mi dodali neko novo funkcionalnost na produkt, in on te gleda in reče, mislim, moramo iti čez proces. Čez 6 let lahko to šipamo. Čez 6 let procesa, zdaj to treba prvo predlagati, pa morajo pol 3 stopnje gor nekdo to odobriti, pa polka to odobrijo, mora iti še čez nek proces, a je to zdaj varno, ne vem kaj, na koncu se pač ne boš tega izvedel praktično gledano. V tem startupu je pa res tako, da če tam stavlja pač ta 2-3 co-founderji so, ampak če si, pač mislili si v isti pisarni, če imaš ti idejo, če ti stopaš v njega in mu poveš, on posluša, če mu je všeč, let's do it, naredimo naslednji dan. In v majhnem podjetju si ti ful bolj prisiljen biti produktiven in delati pravo stvar, zato ker ti narediš neko napako, se ful hitro pozna. Ali produkt ne deluje več, ali ti začne izgubljati cash, ali to ti si res zelo blizu končnim strankam in prisiljen
delati prav stvar. Microsoft je tako velika stvar, zdaj če oni tam v, ne vem, PowerPointu pač nekaj spremenijo, ne bo vplival na... Mislim, plus 100 ljudi je dela na tem feature. Ja. In tudi ti delaš na nekem, v velikem podjetju boš ti vedno imel neko full specifično malo stvar, na kjer boš delal, a ne, pač ti se zdaj fokusiraš na en čist mali del, nekega random Microsoft produkta, za kjer ga noben ni slišal. Kad delaš ti za startup, pa ti pač delaš na main produktu in delaš full večje stvari, a ne, večjo odgovornost imaš in posledično je, ja, če bi mogel dati na svet, bi 100% rekel, probiti v nek startup. Okay. Več boš delal, ampak bo sigurno bolj zanimivo, bolj entuzijastično, več se boš naučil, več boš od tega imel. Druga stvar pa se mi zdi, da je v velikem podjetju je na primer ta struktura promocij, a ne? Ti prideš v podjetje, si v nekmu Microsoft level 59 in ti nimaš načina, kako prideti na višjo pozicijo v manj kot enemu letu. Ker je to pač pravilo. Microsoft rab 1 leto, da te spravi čez proces, da ti prideš na level 60. V startupu, če ti prideš, če se v prvem tednu dokažeš, bo rekel, ok, pač lahko se bolj izkažeš, ja, hitreje napreduješ in tako naprej. Ampak kaj pa ena stvar, ki pa si se naučil v Microsoftu, pa imaš feeling, da ti pomaga ali pa da ti bo v pomoč? Nič. Ful dobro zgleda na CV-ju. Ja, na CV-ju dobro zgleda. Ja. Ampak mislim, da zagreš po poti, ker ne boš rabo več CV-ju pošiljati. Upam. Ja. Sicer si prej rekel, da se ne spomniš čist, pa ne vem, ali se res ne spomniš, ali si sam hotel preskočiti, ker mogoče bi tle bilo komu zanimivo slišati. Na kak način dobiš job, ali v Microsoftu, ali pa v WOP-u, recimo? Ja. Spet nazaj ta zgodba procesov. Microsoft ima nek proces, koga bojo zaposlili, iz kega bodo zaposlili, čez kakšen intervju proces moraš iti. Tako da iskreno, kakor se sliši neentuzijastično, če hočeš dobiti službo v nekmu Microsoftu, Big Tech podjetju, je najbolj, da si šel na eno ful dobro univerzo. Ali pač nekje v tujini, predvsem nekje v tujini. No. Ker to je ena glavna stvar, ki te spravi čez prag, da sploh prideš na intervju. Pa so te intervjuji na velikih podjetjih tako zelo strukturirani, tako da se moraš ful dobro pripraviti na intervjuje, ampak imaš veliko enih resursov, kaj točno te bo vprašal, na kakšen način, tako da je res tako, kot da se spet pripravljaš na nek test. Na startupu je pa veliko bolj, ti imaš pač pogovor s co-founderjem in upaš, da si ga impresioniral pač s tem, kar si naredil. Pa da imaš kakšen... A si se prijavil prek spletne strani za WOP, ali si jim pisal Dobil sem nek, kako bi rekel, warm intro prek enega prijatelja, ki je tam delal. Do founderja? Do nekega rekruterja. Ampak pol ta proces je bil, prvo se pogovarjaš z rekruterjem, pa imaš nek tehnični intervju in pol se pogovarjaš na koncu še s co-founderjem, da on ti da zadnjo odobri, ok, vibe check je good in te spusti noter. Hudo. Kaj so bile pa zanimive stvari? Zdaj, to, ko si rekel, ta culture, ki ga imajo te firme, se sliši zelo nesustainable na dolgi rok. Pa vprašanje, če hočeš cel life biti v takem okolju, ampak bi se verjetno strinjal, da če greš vsaj malo pokukati, pa preživiš mogoče tudi par mesecev, da ti odpre glavo, pa predvsem ti zviša standard, kaj je mogoče. Ja. Ker težko bi verjetno tak standard sam sebi znal postaviti, če bi, koliko da doživiš neki tazga, ki prideš v to okolje. Jaz mislim, da tukaj v Sloveniji, ker smo mala država, na nek način ljudje razmišljajo zelo na tak mali način. Ti se omejuješ s tem, kar si misliš, da je mogoče. Čeprav pa, kad ti enkrat greš malo okoli, pa greš na nek dober faks, pa greš v Ameriko in vidiš, da mi nismo nič drugačni kot oni, vse kar imajo oni drugačen način razmišljanja.
od začetka verjamejo, da lahko naredijo milijardno podjetje. Pri nas tukaj, če boš ti začel razlagati, da boš naredil milijardno podjetje, si bo folk mislil, no, kaj ta, kar neki nabija, ne. In ko prideš tja, dobiš ta, kar naenkrat si misliš, pa če tudi lahko, ne. Če so lahko oni, lahko tudi jaz. Ja. No, ampak tle zdaj v sobi nekdo, ki ni šel na prestižne univerze, na kak način, mislim, a je sploh mogoče za tega dobiti job v nekem hot startupu? Kako bi si tega lotil? Jaz mislim, da v nek startup je veliko manj pomembno, da imaš ti dober faks. Kar je pomembno, je, da si ti zdaj odvisno koliko hot startup, ne, ampak pomembno je, da imaš ti nekaj za pokazati. Pač, da si ti naredil nekaj, kar je na nek način impresivno. Ali si naredil nek svoj produkt, ali si delal v nekem drugem startupu in si tam veliko dosegel, ampak da imaš nekaj zelo konkretnega za pokazati. In kar bi ti jaz predlagal, je, da enostavno se učiš, delaš in probaš narediti nekaj kulskega in posledično boš dobil tudi priložnost, tudi kakšno tako priložnost, no. Cool. Imamo kakšna vprašanja za Jureta? Evo, kdo ima Mike čez? Super, tamle v zadnji vrsti. Ja. Halo? Ja. Mene pa zanima dejansko, kaj bi še bilo za neko orodje, ko bi ga dejansko priporočil za začetek. Mislim, omenil si, da lahko na tak način oglase delaš in je zastonj. Pa sigurno definitivno so še druge stvari, ne vem, tako Google Docs recimo, lahko ima zastonj, da dokumente pišeš, da dejansko daš invoice in te zadeve. Kaj bi še tako je bilo, kaj bi rekel, zastonj je, lahko koristiš kot startup, mlad podjetnik, pa bi priporočal. Ja, jaz se trudim pri sebi to organizacijo čim bolj poenostaviti. Meni se zdi, da veliko ljudi preveč organizira, pa premalo dela. Tako da mi smo trije, jaz, Urbanka dela vsebine, pa moja žena, ki dela customer support. In jaz celo podjetje lafam iz enega Apple Notion Notes pagea. Tako da je res enostavno, ker se mi zdi, da se ljudje začnejo, zdaj bomo pa upeljali neko Asano ali pa nek Jira tickets in ne vem kaj, in to ful hitreje postane bolj kompleksno, kot rab biti. Tako da jaz bi prej rekel, da se ne preveč fokusirati na orodja, pa bolj na to, kar je na koncu pomembno, ne, da pač ti razvijaš produkt, testiraš marketing in tako naprej. Zdaj specifično mogoče za programerje je Cursor ena stvar, ki je pred kratkim ven prišla, ki je v bistvu nek AI code editor, torej pomagati pri pisanju kode. To je sigurno zvišalo mojo produktivnost, pa ChatGPT sigurno, morate se naučiti ful dobro uporabljati ChatGPT, ker mogoče, ko prvič probaš ChatGPT, nimaš točno ideje, česa vsega je zmožen, pa kako uporabaš, ampak če se malo prisilaš, kar naenkrat ugotoviš, da je ful uporaben in jaz imam skozi odprt ChatGPT. Tako da sigurno se moraš malo prisiliti na začetku, ampak na koncu je... Pa tudi vzeti čas, da spraviš nek knowledge o sebi, po svoji firmi v ChatGPT. Ker pa postaješ še toliko bolj uporaben, ker ima informacije o tebi. Ja, bolj da dobiš nek... ChatGPT ni vse mogoč, ampak lahko pa veliko naredi, da ti dobiš feeling, česa je mogoč, pa na kakšen način ti lahko pomaga. Rabiš nekaj časa, pa malo se moraš prisiliti na začetku, tudi če se ti zdi brez veze. Ampak meni je sigurno, jaz bi rekel, da z vsemi temi AI orodji, da se je meni produktivnost dvigala za 2 do 3 krat primerjavi z 2 leti nazaj. Res, ne bi mogel živeti brez njih v tej točki. Ja, se strinjam. Cool, next question. Evo, čisto zadnji levo, no, ali pa tleja. Super. Živijo. Jaz sem Gaja. Živijo. Gaja. Gaja, ja. Gaja živijo. Jaz bi se v bistvu navezala na prejšnje predavanja, ja pa prvo hvala vsem govorcem, ful zanimiva debata. V bistvu je vprašanje za oba dva.
in sicer kakšne so vrednote, v bistvu, ker jih zasledujeta oba dva s svojimi podjetji. V bistvu gre tukaj trenutno še za neko fazo, kjer zasledujesta neke individualne cilje ali kolektivne cilje, pač s temi svojimi produkti in katerikoli odgovor pač bo, zakaj te cilje. Hvala. Super, hvala ga. Meni se zdi, da je vedno kombinacija vsega. Če bom rekel, da vse, kar delam, je zato, da izboljšujem svet, bi se lagal, do neke mere je sigurno. Meni se zdi, da je kombinacija vsega. Kar jaz probam zasledovati, je, da s tem, kar delam, ustvarjam vrednost v svetu, je ne vzemam, ker se mi zdi, da imaš več različnih načinov, kako zaslužiti denar. Z enimi načini ustvarjaš ful ene vrednosti na svetu in si za to plačan, z drugimi načini pa v bistvu kakor na nek način ukradeš vrednost nekomu drugemu. Tako da jaz bi rekel, da se probam fokusirati na to, da imam nek net pozitiv učink na svet in dokler je to res, precej mirno spim. Kaj pa, kaj so vrednote, kaj bi rekel, da so neke vrednote, ki so se prenesle, verjetno osebne vrednote, ki so se prenesle zdaj tudi na vaš biznis? Ja. Mislim, kogar se to sliši, kako bi rekel, generalno gledano probam izboljšati svet na taki zelo materialistični ravni in na osebnosti ravni, da z ljudmi, ki delam, imajo veliko od tega, da z mano delajo in da tudi, če se enkrat razidemo, še vedno na to, naprimer, gledajo pozitivno, a ne, da so od mene nekaj dobili, da nisem sam vzel. Ja, neka pravičnost. Meni se zdi, da na koncu so te odnosi, ki jih razvijaš skozi svoje življenje, skozi biznis, ti na koncu res več pomenijo, kot sam denar. Zdaj, če oboje, je ful cool, ne. Ampak, ja, da imaš nek pozitiven način na svet, na ljudi okoli sebe, da vsake se ti približa, gre od tega ven in si misel, vesel sem, da sem prišel v stik z njim. Meni je bila všeč analogija, ki jo daje en zelo uspešen podjetnik, par dni nazaj, ki so bila na kosilu, ki je rekel, da on se počuti, kaj je v igrici, in da biznis je za njega platforma, kjer on kot karakter v tej igrici postaja zmeri boljši in on v bistvu builda svoj karakter skozi biznis. Tako da meni se tudi to zdi ful pomembno. Biznis je zame osebno najboljša platforma, kjer sebe lahko upgradeš vsak dan, če hočeš. Ne? Oziroma te tudi prisilijo to. Jaz identično razlagam, da vidim to, da vidim biznis kot neko ultimate game, ker je toliko opremljivo, toliko resnično in toliko, kako bi rekel, težko, pač res je na trenutke, kako bi rekel, zajeban. Ampak nagrada, ki jo dobiš na koncu, je pa boljša kot karkoli drugega. Od tega ne samo denar, ampak potrditev, smisel, ti se vsak dan zbudiš in se zbudiš s smislom, veš, kaj hočeš ti dan delati. In ja, in na koncu res kot ena igrica. Pa tudi ko dosežeš neko, kako bi rekel, blaginjo v smislu, da imaš dosti denarja, ti ta denar na tem res ne pomeni več toliko velik. Bolje, kot sam neka igrica pač. Saj, ko igraš igrico, tudi ne probaš imeti čim več točk v biznisu, pač probaš narediti čim večje podjetje. In ja. Hudo. Tako da kakve so ambicije za naprej? Težko ne rad dajem tako specifičnih ambicij, ker je pač nepredvidljivo. Vse, kar si želim, je, da probam doseči vse, kar jaz fizično sem zmožen. Torej, zdaj, če bom pač do konca lifea dosegel neko številko X ali pa 10X, če bom do konca prišel in vedel, da sem dosegel vse, kar sem lahko, da sem se potrudil, kolikor sem se lahko, bom zadovoljen.
Nimam pa zdaj neke tako specifične številke, zato ker vem, da je vse to tako relativno, da tudi enkrat, če si zadaš cilj in če ga dosežeš, kaj boš pa obupal, ne, pač greš naprej. Tako da... Ti bi lahko šel po dveh poteh, pa bi rad malo tudi o tem slišal. To pomeni, obstaja ta pot, kjer bi rezal nekaj keša, bi bil VC-backed, bi rekel, bom profitabilen čez par let, ali pa nikoli. Ti si pa šel zelo bootstrap delati vse te zadeve, kar pomeni, nisi vzel nobenega keša od zunanjih investitorjev. Da mi malo več o tem pove, a zato, ker nisi mogel, a nisi o tem razmišljal. Ja, meni se zdi, da je par, kako bi rekel, dimenzij v tem, zakaj bi šel po eni ali pa po drugi poti. Zdaj, če greš ti po poti, da boš probal nekaj ful velikega narediti, zbrati cash in si čez 10 let, upaš, da si čez 10 let profitabilen, ali pa in v tem procesu ne prodaš podjetje ali pa greš public. To je zelo tak, če si ful dober, pa če vse prodelaš, pa res znaš, imaš 10% možnosti, da si na koncu milijarder. Meni ta računica ni všeč, ker jaz bi raj zaslužil manj, pa da je večja možnost, da zaslužim. Tako da po bootstrap poti je pa bolj če se boš ful trudil, ti bo sigurno nekaj uspel. Mislim, po 10 letih ti bo sigurno nekaj uspel, milijarder verjetno ne boš, ampak boš lepo živel pač. Tako da meni je ta računica ful bolj všeč, da naredim nekaj majhnega, ki je takoj profitabilno, ne bo zdaj milijarde, 100 milijonov, bo pa še vedno cool, ne. Po drugi strani se mi pa zdi, da je, če greš ti po poti, da delaš tako, kot jaz delam, kjer smo 3 v podjetju zaposleni, jaz sem ful ene svobode. Pač delamo doma, nijamo sestankov, slišimo se z Urbanom takrat, ko se morava. Svobodo, da dela ves čas ima, zato da se razumemo. In svoboda, da, ne vem, potujem po svetu in se mi zdi, da je ful bolj nek tak, temu bi lahko rekel lifestyle business. Delaš zato, da lahko uživaš življenje. Če greš po poti VC-ja, pa probaš zbrati denar, mislim, si obsojen na 10 let res hasla in tudi, kad ti ne bo več fino, boš ti še vedno mogel ustrajati, če boš hotel imeti 10% možnosti, da ti uspe. Tako da, ja, me je ta small business iz prve profitabilno ful bolj všeč, pisana koža. No, ti ima zdaj že 2 profitabilna biznisa. Ja, torej Vrumr pa Perakita, ja. Hudo. Ok, next question. Tle imamo ene roke. Dela? Desno na sredini. Čakaj, ja se sliši. Pa tam levo zadnji. Halo, test? Odlično. Jaz sem Aljaž. Živijo. Imam pa eno podaljšano vprašanje. Bom probal two birds with one stone. Se pravi, kot podjetnik se treba naučiti veliko stvari. In kako vidva k temu pristopata? Ali se samo vržeta v eno stvar, ali si vzameta 20 začetnih ur, da nekaj ne študirata in sta približno vesta, kaj delata, ali gresta v stvari detaljno. Potem pa tudi, ko pride prvi rezultat tega novega znanja, ali je to marketing, ali je to prodaja, ali je to izdelava produkta, kdaj je čas, da se ga da ven in kako je s strahom pred tem, da daš ven nekaj, kar ni 100% pripravljeno? Super, dobro vprašanje, hvala. Jaz bi rekel, da je zdaj večina preveč planira. Ker s planiranjem ne dosežeš nekaj ful velik. Sploh nekaj tazga, kot je biznis, je res nepredvidljivo, neznano in edini način je, da greš in testiraš. Jaz z vsemi izkušnjami, ki jih imam, ki mi ti pokažeš neko glas in me vprašaš, če bo deloval, ne vem. Pač, in ni nobene vsote planiranja, ki lahko naredim, da bom vedel, a bo deloval ali nekogar, da sam testiraš. Ko mi ti predstaviš nek produkt, pa mi rečeš, a bo to delovalo ali ne bo spet.
če ga ne zgradiš in začneš prodajati in enostavno testiraš, ne boš vedel. Tako da jaz bi rekel, da za večino je sigurno se enostavno moraš noter vršiti in kritično pomisliti, kaj je med tabo in tem, da ta produkt uspe in to izvesti. Zdaj ta strah, jaz mislim, da moraš strah, jaz bi rekel 100% se ga znebiti, ker je popolnoma neuporaben. Zdaj, mogoče strah pred tem, da ti naprimer investiraš nek denar, ok, to je, ampak strah pred tem, da ti trdo delaš, pa se trudiš, pa si ponosen na svoj produkt, pa se izpostaviš, je pa res 100% neuporaben. Pač. Mi imamo možgane, ki so narejeni za to, da preživimo v gozdu in zdaj jih apliciramo na nekaj abstraktnega, kot je biznis in te ves čas probajo na nek način sabotirati. Tako da ta strah je mogoče ena prvih stvari, ki se jih moraš znebiti in biti pripravljen enostavno se predati, full in, če ti ne uspe, jebi ga. Itak na koncu tisti, ki se te bojo posmehovali, pa ki te bojo obsojali, so tisti, ki niso nikoli nič naredili. Jaz, ki vidim nekoga, da se trud, se mi zdi full cool. Res, prav mislim si. Lahko bi naredil zdaj mic drop, sem na stojalih. Ja, se podpišem. Jaz skočim še prehiter ponavadi, brez da bi veliko razmišljal. Mogoče edin, kar pomislim je, a ima to full velik downside, ki ga ponavadi nima. To pomeni, a so lahko hude posledice, kar je skozi meri ne. Tako da skočim in pol se na tej poti učim. Kaj je že ta analogija, da podjetništvo je tako, da skočiš iz letala, pa vmes izgradiš padalo. Ja, sem da skočiš iz letala, pa na koncu, če si ne uspe zgraditi padala, se ti nič ne zgodi. Ne umreš na koncu. Tako. Lahko greš enostavno še enkrat skočiti. Ja, res je. Super, cool. Tle smo imeli še par rok, sedi na desno. Živo, jaz sem pa Tim, pa tudi jaz bi se zahvalil, ker ste res dobri predavatelji danes, pa res so zanimive vsebine. Sem vesel, da sem prišel. Tudi zelo sem vesel, da je kakšen tak podjetnik, kot je Jure, ki je mlad, ki v bistvu se lažje poistovetimo z njemu. Jaz star. Štekam. Ne, sem imaš tudi ti mlado energijo, Jani. Energijo. Kje dis? Hvala, sem slišala pol zunaj. Malo heca. Jure, zato imam pa eno vprašanje in sicer na podlagi grajenja ekipe. Recimo mi, kad mladi, še nimamo toliko, kako bi rekel, povezanosti pa enih poznancov, s katerim bi lahko v bistvu nadgradil svoj biznis. In me zanima, na kakšen način si ti v bistvu spoznal ljudi, da si prišel do tega, da si v bistvu gradil ekipo. Sicer je tako, kad je danes je full fine dogodk, kaj lahko v bistvu veliko ljudi spoznaš, ampak me pa tudi zanima z tvojega vidika. Ja. Hvala. Jaz bi rekel, da je grajenje razmeri ful bolj kompleksno, kot si nekdo brez izkušenj predstavlja. Jaz mislim, da velikrat ta networking for the sake of networking je malo pointless. Jaz mislim, da ti zgradiš razmerja takrat, ko nekaj skupaj narediš in ti neki osebi daš neko vrednost in ona da tebi neko vrednost nazaj in to je razmerje. Zdaj samo zato, ker sva se midva rekovala, pa si rekla živjo, to ne pomeni, da sva zgradila neko razmerje. Jaz, na primer, Urbana sem najdel tako zelo, jaz sem se tega zelo tako na tak zelo programerski način, pa če sem vedel, ok, jaz hočem nekoga, ki bo snimal TikToke, in kaj je najbolj efektiven način, da najdem? Naredil sem seznam 100, šel sem na TikTok, scrollu, naredil seznam 100 TikTokerjev in poslal 100 e-mailov. Ne. Dejansko 100 e-mailov si poslal? Ali pa zelo velik? Ja, Hudo. Zelo velik. Hudo. Ti lahko v enem dnevu si narediš seznam 100 TikTokerjev in pošleš 100 e-mailov. Zelo hiter, efektivno in zdaj pač velika večina te bo ignorirala, eni ti bo odgovorili in mogoče najdeš enega tazga, ki je Urban. Ampak vsem si pa napisal isti mesec. Zelo mi je všeč tvoje delo. Ja. Meni se zdi, da bi bil ti perfekt oseba, eden in edini za to, da bi z mano Urban je bil edini, ki ti je odpisal na ta mail. Ampak sem vesel, evo, top.
In tudi, kad ti pošljaš nek tak e-mail, ti moraš nekaj imeti za ponuditi. Zdaj, če boš ti v prazno pisal e-maile, ja bi ti z mano delal. Ne, pač jaz sem imel produkt narejen, ready, da se prodaja, spletno stran, vse full narejen. Jaz sem sam rekel Urbanu, posnam video, gre viral in oba bova iz tega zaslužila. In zdaj pač, kad 3 leta skupaj delava, sva razvila neko razmerje. Zdaj, če bi ti imel... Tako da moraš zelo konkretno se tega lotiti. Tako da long story short, 100 messageov. A pri datingu si imel isto strategijo? Ne, tam sem bil veliko bolj selektiven. Cool. Imamo še čas mogoče za eno vprašanje. Ja, živijo. Moje ime je Jan. En lep pozdrav vsem skupaj, pa vama na odru. Mene pa v bistvu eno kratko jedrnato vprašanje zanima. In sicer, kakšen je nekako najbolj optimalen način za validacijo trga, pač, ko predstaviš nek nov produkt oziroma pač storitev, sploh če nimaš, ne vem, na strani Urbana, da ti 200 milijonov ogledov zgenerira. Najdeš svojega Urbana. Ja. To je spet bolj tako umetnost, kot znanost. Jaz sem slišal eno lepo zgodbo, pač, ki so rekli, da ti imaš teorijo, da ne vem, neko mesto nima pizzerije. In narediš pizzerijo in ti, kar hočeš pač kao validirati in hočeš narediti MVP, pač narediš ful slabe pice in valjda noben ne kup tvojih pic in tvoja gotovitev je, v tem mestu noben noče kupiti pice. Pač ti nisi v resnici dosegel, kar si mislil, da si dosegel. Tvoj produkt, če ga ti hočeš zares testirati, mora biti dosti dober. Zdaj, kje je ta meja, da ti ne preveč časa vložiš v razvoj ali pa prehitro obupaš spet, to je bolj umetnost, kot znanost, skozi izkušnje dobiš nek feeling. Kar bi sigurno rekel, je, da ti v vsakem primeru probaš čim prej začeti prodajati. Ti takoj, ko imaš nekaj, jaz mislim, da je tvoj prvi cilj mora biti nekaj, kar ti lahko, za kar lahko narediš tisto prvo prodajo, kakor se tebi zdi pač najmanjši produkt in takoj začneš prodajati. In res probaš iz prve se truditi delati in razvoj, in marketing, in prodajo. Do velike mere tudi zato, ker ti dobiš tisto prvo prodajo, ti da en ful velik zagon. Jaz mislim, da večina biznisov ne uspe še preden so se sploh začeli, ker ti pač obupaš. Ampak če ti hiter začneš s to prodajo, ker ti dobiš tisto prvo naročilo prek svoje spletne trgovine, pač to je res najboljši feeling ever, čeprav je 10 evrov, ampak ti si pač dokazal, da se da. Tako da čim prej začeti prodajati. Ja, za večino zgodb, ki jih mi postavljamo, ki niso mogoče, imaš podjetniške zgodbe, kjer rabiš 15 let za razvoj, ampak jaz mislim, da večino naših, saj za začetnih zgodb, lahko v roku tedno ali pa mesecev že začneš aktivno prodajati. Sigurno, ja. Si še mislil kaj? Iskreno ne. Še mogoče zadnje besede za teto, veliko fenico, ajde. Shout out, Darja. Super, evo, Jure.